Sama ni, a ga je Vinci režiral, se mi zdi celo. Možno, ja. Mislim, da imam nekaj v glavi. Ja, možno je, ja, da bi on. Spomnim se pa ne. Ja, ne. To je že tam iz 90-ih. Ja, konc 90-ih je bilo. Mater, to bi še enkrat pogledal, ali pa je bilo za Po mojem ne vem, če hočemo. Te stare filmi ponovadi Ne izidejo. še posebej slovenski. Ja, mislim, drugače smo jih gledali takrat, se mi zdi. A misliš? Ja. Ne vem. Lej. Da nož delal krivico. Ja. Tako, ne vem, spomnim se ga čist, pa mislim, da je Vinci. Ali je bil nek slikar, ni bil neki. Magnifico, ja. Igra slikarja neki pa. Ja, se to, kaj je prišel kritik pogledati, veš pa. Pa je v slike gledal, kam jih je kazal, pa v kritik. Lepo, res lepo. Dober šnapca, veš, kam je kar iz flaše pil, živen pa tako. Ampak ne vem, kje je bil pol neki ta intervju z Magnificom, kaj je on hotel pol, ker njemu so dali res te slike, pač, mislim, ta platna so mu dali za narisati, ne? Aha. In je pač on tisto malo pacal tam in je pol hotel pač te slike si domov nest, ne, pa jih pol niso najdel več. Ne. Aha, jih nekdo. Nekdo jih je pospravil, ja. Nekdo jih ima v svoji privatni zbirki, hočeš reči. Verjetno. To so polne Magnifico, to so neokolko. Ali privatna zbirka. Ja, se ponovadi take privatne zbirke, no vem, jaz še nisem nobeni bil, ali pa videl. Tudi jaz ne. Tako da, drage poslušalke in poslušalci, prosim, da donirate na hvalozasribe.si, ker jaz bi rad bil privatno zbirko umetnin. Jaz sem mislil, da se še nekam povabil na privatno zbirko. Ne, bi imel privatno zbirko kitar. Ja. Ok, ja, v bistvu prej kitare, če lahko. Zbiram privatno zbirko. Kole po stenah, tako. Ja. Fender, Gibson. Frešterka še nisem, Duesenberg. Duesenberg so kar lepe, lep logo imajo. Pa tudi kar so. Ja. Lušen. Tudi kar so. Ja, veliko tega. Smo pa prejšnji teden pol zares pogledati šli peč od Kovečije Krmel in nore sekire, še enkrat. Če je v vas mal gospoda Prosarja, kar je nedvomno vsakemu od nas mal gospoda Prosarja, le da je v enih več, v enih manj, ampak mi so bili kar navdušeni. Pejte, Marjana, in to super. Še zmerni spozorjena objava. Marjana je res slušna. Ja. Čeprav vikinška tudi mislim, lej. Če pa kaj date nase, kaj date nase, pa če hočete kaj videti, kako visi dol iz stene. Mislim, da moje korenine niso... Jaz imam očitno mam, ker se res palim na tole. Ampak mi je pa dober. Ta slovanska kriva. Aprišje je tam, ta barbarski mal moment. Tako. Ja, dober. Fajn. Dobar, pejmo mi zdaj na vizo. Si bolj potomci Rimljanov, ali kaj? Se ti bolj mačeta dopadla? Ne, nekako sem ugotovil, da sem bolj potomc Balkancev. Vas Pavlica je v južni Srbiji, tam na Kosovem polju. A da je nekaj? Ja, že od leta 1100. Kasno Marko stiže na Kosovo. To. Mislim, sumo, ker ni še noben potrdil ali ovrgel. Kosovske bitke 1, 2, 3. To fotor je razlagal, da pač od tam pa pol so se ustavili še pri Zadru je druga vas Pavlica, pa je pa so počas potovali gor. Vi ste se to prav na vasi ustavljali? Ja, pa tudi v Brkinih je pa zadnja vas Pavlica. Ker se ustavimo je vas. Ja. Pa... Mislim, ker se dolg cajt tam zadržimo, ker to je trajalo očitno, da veš, 900,000 let, ne. Da rata vas ne gre kratko od začetka. To so te postojanke, kjer so imeli betulo. Ja. In tam so se Pavlice, so se tam ustavili. A se malo ustavili? To za par 100 let so tam ustavili, pa so šli pa naprej. Pa je pa betula zmanjkalo. In je spet bila betula, Pavlice si drovržajo. To jaz čutim ta gen stari, to jaz ga prav mam ga. V betuli je gužva ratala, veš pa pizde, tukaj se pa nam gužva. Preveč ljudi se gužva, tudi to štima, to štima. Kaj, kad preveč ljudi, pa gremo mi drgam. Pizde gužva, da gremo drgam. Peva, pa 100 let pa že nova vas Pavlica. Ene 4 so tako v liniji.
Družinsko drevo Pavlic smo rešili. Zdaj pa pojmo na vizo. A smo že tudi tam, ali kaj? Po mojem, da ja. Zdravo, štoparke in štopari, to je podcast, ki ga vodimo trije humanoidi s pravo človeško osebnostjo. Čeprav se bo marsikateremu robotu to zdelo pošastno, je to najbrž zato, ker tako tudi je. Imamo pa srečo, da vrat v našem studiu ni proizvedla sirijska kibernetska korporacija in niso prav radostna in sončno razpoložena. Zato pa smo še vedno Aljo, Peli in zi. Ene rate je bolj, ene pa ne. Ja, lej. tele naše nič ne govorijo. Ja. Ker mislim, da je kar v redu, ali? Ja, v redu je. Ja. Mrki. Tudi če škripajo, ne, tako da je tudi lepo. Ja, to zato, ker jih ne odpiramo, pa zapiramo. Ja, Ne, zaprta so, ergo ne škripajo. če Luka posluša, so zaprta. Ja, skozi se Zrgace bo je povesla. Ja, ful se zaprta zaprta skozi. so Luka neki posluša pet na morje. Ja. Mislim, pet se kopat. Ja, točno to. Ja. Mislim, pa posluši ta del pa preskoč, katerem smo se pogovarjali o vratah, Zdaj pet kosic ki so seveda zaprta. Ja, vrata Kot so govorimo. vsa zaprta. Redno. Ja. In prav zahalupnilo so. Naredijo pa mal plop, ki jih zapreš. Zelo lep, zelo lep plop naredijo. Tako, ko jih odpreš, falupnejo, pa zapreš pa halupnejo. Ja. Bistvo so dobro. Ja. Zelo dobro. Diskretno, ne preveč, tako da v bistvu ne motijo. Pa res pa niso ful sreča. Pa tudi v harmoniji to naredijo. Poslušalci, jaz bi šel zdaj le ven, sam so vrata zaprta. Ja. Pa ne morem. Pa povej. Bi pa se zahvalil vsem, ki nas podpirate in predvsem zato, ker poslušate tole. Kakšne so naša vrata? Ja. Res, brez vaše podpore ta vrata ne bi bila takšna, kot so. Pa tudi ne bi bila zaprta, Ja. ki zdaj so. Če še nismo rekli. Tako. Ja. Smo končali, ali jaz grem povedati, kaj smo delali v prejšnji epizodi? To je to 15. Aha, no. To 15. Pojmo pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. Kaj smo delali v prejšnji epizodi? Artur je bil, kje že? Artur je bil. Kaj pa zdaj? Tako, kaj pa zdaj? Ki je bila v bistvu Zemlja? Tako, Ne, da je sam drugi- drug vesolje, ne. Skratka, Vukojebina, Ja. Mal drugač. mal drugač. Bi se ta Zemlja ga zmerno je bil v teh Douglasovih V bistvu delih. res nima sreče. Ja. Nima srečne izhodišča, ali kako bi človek rekel. Z ene delfini pobegnejo, eno razstrelijo, ta je Vukojebina. V bistvu zmeraj dobi ta mal, kako bi rekel, slabo konotacijo, Ja. V bistvu, slab vibe. počasi Zemlja ratuje bad guy v tem štoparskem vesolju. Sem tukaj ni nič sama kriva, pa taka je. Ja, Mislim, ali sej. jo- Ne, Mislim, zelo- Ja, Ne res vem, ni, kaj je Douglas mislil s tem, kaj pa če je to v prihodnosti. Mogoče tudi mi malo preveč razmišljamo o tem, kaj je Douglas pisal. Ne, ampak kaj veš, ne, ampak že če tako gledaš, a veš, kaj, po mojem, on je hotel tist, ne vem, a je hotel ali ni hotel, v glavnem, a veš to, kar se imamo mi za nekaj več, ne. Pač kot ljudje, ki razmišljamo in vse skupaj, ne. In se imamo v bistvu malo manjka za neke skoraj da gospodarje vesolja, ne. In on je, mislim, hotel na samo kontekst, v kakršen res sodimo postaviti, ne. Ker smo res ena Vukojebina v vesolju, ne. Glede na Vesolje. velikost in vse skupaj, ne, se res nimamo imeti za kaj posebenega ali pa kakorkoli, ne, in so naša življenja in vse skupaj tole naše, kar se pehamo, je res vredno tudi ne paradingovih ledvičk, ne. Ja. Tako da mislim, da nam je hotel samo on to povedati, da lej, to je fucking huge, ne, in ne se duvati nekaj, ki se nimate za kaj. Ja, to absolutno, plus to, kar delamo pri nas v imenu neustavljivega napredka,
je pa še ena stvar, za katero se prosim ne duvati tle. A veš. Ja, mislim, da... Tako da, še zmer ga ima, ne, Douglas, še zmer ga ima. Ja. Pa tudi tele po Unitanovi Fenchurch se mi zdi, da se je kar razplantela knjiga, ker zdaj a smo že rekli Kvarnik? Nismo še. Ne, dajmo. Kvarnik je. Tole je bilo v prejšnjem epizodi, zdaj pa Kvarnik. Smo v 8. poglavju, kjer se zadeva spet malo akcijsko začne dogajati, ker je Ford spet nazaj. Dve poglavji Arturja, čeprav smo ga pogrešali. V 9. poglavju. Tukaj je narobe napisan. V 9. poglavju smo, ne? Ford je imel svoj etični kodeks v 8. poglavju. Se zihar. Nismo prej imeli 8. Ne, to smo že v prejšnjem tednu debato. No, ampak gor piše 9. Prej piše 9. poglavje, sad povem. Pa je pa gor narobe napisan. Gor, ja, ne sezona, ne epizoda 9. To pa je, zato ker smo vmes imeli eno dvojno. Slokis. Te polovične epizode me zjebejo. Ja, sam, kvačeš. Takle imamo. A bomo 1 uro govorili? Hočemo. Za ta poletni čas res, se strinjam. Točno to. No, tako da pejmo. 8. poglavje ali 9. se ne vemo, eno od teh. Naslednjo, nismo nobenega spustili. V knjigi je. Te, ki jo beremo, kvaži. Pretežno neškodljivo je, meni se zdi. Ja. Sem že slišal za njo. Ja. Ford je imel svoj etični kodeks. Ni bil glih obsežen ali pa ne. Kar je zanimivo, ker človek misli, da ga nima. Ne? To je tudi res, ja. No, sej niso bile glih kakšna huda moralna načela. Tudi ni bilo veliko, ampak in tudi meni je bilo prvo res simpatično. Sicer ne vem, če bi živel po tem načelu, ampak Ford pa mislim, da mu je kar pasal. In to je bilo, da nikoli ne bo sam plačal pijače. Ker se mi zdi, da to Fordu pritiče. Ne. Čeprav, a ni v prvem delu on mu dal, sem ni, je pa plačal. Plačal je, ja. Sam, ki je bil konc sveta, stari, takrat lahko. Okay. Okay. Točno, sam res. V prvem delu je plačal. Onek na petnino je dal, zato, ker je bilo vse en. Samo vse, veš. Plačal je. Dobro, mogoče zdaj, ki je bilo konc sveta, ne. Pa pač lej, je mogel razložiti, Artur je pa lej. Le redki poslušalci se spomnite pazi, da je bilo res temu tako, ampak pa ni nič več. Pa res ni nič več. Saj ne da vedeli. No, to pa ne vemo, v glavnem, to sicer ni bil glih pač nek strašen kodeks, ampak pač človek mora shajati s tem, kar ima, ne. Tako. Druga stvar je bila, da je proti sleherni obliki krutosti do katerikoli živalske vrste, razen gosi. Avtor ne pove, zakaj. Očitno so se mu gosi zabirale. Ja, je pa res, da so gosi kar napadalne, mogoče zaradi tega. To mogoče, ker zgledajo... Gleda take prijazne. Zgledajo prijazne, so pa v resnici zelo napadalne, tako da paste se gosi, na delce jih ognete. Mislim, če je špil v tega, kako gos je dela pizderije, tako da nekaj bo še na tem. Zelo uspešen špil drugače. No, vidiš. Bomo dali zapiske, kaj je to zdaj na gosa. Ja. Fajn. Nisem še špil, ampak je fajn. Dobro. No, pa še tretja točka Fordovega kodeksa. Nikoli ni nameraval krasti svojim delodajalcem. Saj ne dobesedno. Ja, tako malo, kako bi rekel, sivem področju, a ne? Ja. Ne, ampak... Mislim... Ker je računovodji dal obračun stroškov, je avtor en tak lep stavek napisal, da je bila lušna. Tak kaskaderski joke, ampak res dober. Zares pa krado pa ni. Zares pa je krado pa ni. Kodeks ima kodeks. Ne? Ja, valjda. Ta je bila tudi dobra. Da ugrizen troko, ki ga je hranila, to ne, ampak če je pa malo posesal ali pa malo na glodu, to pa, to pa može. Ne. Ampak, ker je bila ta roka vodnik in vodnik je nekaj svetega in nedotakljivega, pa to pač ni delo prav zelo pogosto. Ne. Tako.
Sem to, kar je bil žejen. Ni on pretiraval. Mislim, sej res je bil zelo žejen, pa zelo velikrat. Stroške se more pokriti, ne? Nula mora imeti človek. Tako. Ni pa, da bi zdaj on, da veš, neke bajte si gradil, ni zlorabljal tega. Zgolj za potrebe pisanja. To je to. Življenja, Življenja muze. Tako, človek načelne. Ja, valjda. Pa zato, da je lahko spil vse, kar je videl. Tako. To je v bistvu v okviru službe on to delal. Se on tega ne bi, če ne bil zaposlen. Stari pa oni še, veš, kljub temu, da je malo pretiraval, še zmeraj ni toliko pretiraval in je bil ekološko še zmeraj osveščen. Ker pač ni imel razen flaš odpira, ni imel nobenih drugih odpadkov silnih. A veš, pa, da bi imel 4 bajte. To je, kot si rekel, ni bajci ni gradil iz tega, da bi nekaj zlorabljal, pa okoriščal se s tem. Mehen oglični vtis. Mehen oglični vtis je imel, tako da lahko, ajde, dobro. Tako. Potoval je pa pač tako, kot je, ampak očitno v tem vesolju potujejo na ful bolj eko način. Pa če tudi ne, pa to res tako veliko, da očitno na nobenem načinu. Ne moreš ne nasvinati, da bi bilo. Razen posameznih planetov ne gre. Ja. Pol je pa ugotovil, da so v bistvu, da tale ta nov vodnik, pa da to pa res ni to. Da te snažne pisarnice, pa uradniški pulti, pa to, da to pa sploh ne bo v redu. Še opomniki, pa zapisniki so švigali po elektronskem omrežju in to res ni bilo v redu. Ampak on je pa v bistvu laufal iz hodnika v hodnik, pa lov na vazgeca je bil še vmes. Ja. Ja, on se je prebijal pol dolne, vedno niže do. To je, pa dvigala. V bistvu, ja, so bila. V bistvu cela bajta je delala za njega, zato ker je imel robota. Robota, ko vse je, to je bilo tako, kot treba. Čeprav ne glede na vso skupaj to upremo, se je nižji, ki se je prebijal, zmeram manj dobrovoljno so se vrata odpirala. Zmer več tajnosti je bilo, ne pa nečesa. Novi lastniki so tudi nove kako bi rekel, nove metode ukorporirali vlata in valjda ne. Ja. Ni bilo jih veselje. Odspod je bilo neki se izkrivali tam odspod. Tako kot zmeri daš v klet take stvari. Tam so bili tudi ljudje, ki niso bili prav, so bili ljudje, ampak so si rekli operativci, kar pa če so pa eni ljudje si rečejo operativci, to pa ni več šala. To pa pomeni, da je neka operacija za tem. Pa tudi malo po stran so ga gledali, nič mu niso sicer rekli, ampak. Ja, zato, ker je imel kartico. Malo pa je bilo v oči. Ampak oni so upravljali svojo dolžnost operativca, čisto operativno, mislim. Tako je malo, ene pa pogledu se je zataknil za njega, kva tale model. Tako. In pol se je prtihotapu oziroma prplazu ali kako prišel do nekih vrat, ki so bila siva in nepreklicno zaprta. In je vstop bil prepovedan tudi pooblaščenemu osebu in zapravljate časa, spravite se proč, je gor pisal. Ja, vmes je bilo še ful enih stvari, stari. Ful se je dogajalo, ampak hodil je gor pa da. Vmes je bila še una zgodba, kako se vodnik vsake par let preseli iz planeta na planet in povzroči opustošenje. Kot neka druga, kakšna druga korporacija. Zanimivo. Ampak moramo reči, da štoparski vodnik res obvlada svoj posel, ker res totalno razdejanje pusti kulture, razdrma, mislim, tako orang. A ta skupina? Ne. Totalno razdejanje. Ne vem, mogoče tudi oni igrajo, pa še kakšno luno butnejo česa, veš, da še luna eksplodira, ker pač lohne. Ne, ampak da si planeti težko pomorejo, ampak pa si prebete, kako pač to razloži. Skratka, niso kaj prijazni korporacija ni prijazna do planetov, ki jih naseljuje, pa kaj jim dojadi, pa kaj izčrpajo vse finančne, karkoli stvari, pa pač pobegnejo in grejo čez noč kot kakšni tatovi. Ja, pa še robotu je dal Colin ime. Tako, ja. Po kužetu. Tako, ja. Od te prve punce. Tako. Ker najprej hotel, da je ime punce, ampak pa je gotovo, da to ne bilo cool. Ja, Colin je ful bolj pasal. Da.
Ja, no, zdaj so pa že pol enih 10 nadstropij pod zemljo in zdaj je bilo pa že vse malo drugačne. Veš. Zdaj je bilo pa že jeklo, pa tudi Kolinova tale prekipevajoča rada se je uplahnila. Ne. No, in pol je Ford brcnil una vrata, ta siva, ki so bila vsa čudna, in je vletel noter v eno majhno sobo, eno sivo sobo, polno brnenja. Kam je pa zdaj prišel model? V vozlišče celega vodnika. Se pravi, prišel je server room. Ne? Ja, v bistvu. Ja. V bistvu. Ja. Sam, da avtor to ful bolj epohalno pove. Zelo bolj romantično. To je res vzhičeno. Vse, kako razloži, kako letajo stvari sem in tja, v bistvu razloži tudi, kako bo internet izgledal v bodočnosti. V mrežju sub-eta in tako naprej. Razloži tudi, kako v bistvu članki prihajajo do urednikov, ki jih ni, zato ker so na kosilu ali pa na peru, mislim na pijači, in pol to tajnice pogledajo in pol gre do drugih urednikov in tretjih urednikov in je spet ena lepa šala, kako uredništvo dela. Ja, in tudi posredno razloži, kako je prišlo do naslova Pretežno neškodljiva, ki je naslov te knjige. Ne. Ker pač tako, ne, veš, ena tajnica malo pokrajša, druga tajnica malo pokrajša. Klestili so do konca. Ja, ko pride do četrte tajnice, pa pač reče, ok, daj publish it. Ne. Tako da je še to ena šala, ampak to še ni nič, ne. Ker pa je teh šal v tajnicah še ful. Ker je ta šala, ki jo zdaj dela, mislim, ki pride zdaj, je taka, da jo lahko spustimo, ki je treba prebrati. Namreč to, da če slučajno berete na planetu Zemlja, potem vam pove, da rabite obilo sreče. In razloži, da večina ljudi, ki je takrat to brala, ne razume, kaj je računalniški terminal, ampak ta šala je zdaj mal, a veš, mal je pa se, ker je v resnici veliko več ljudi ve, kaj je računalniški terminal. Ja. No, in pol pa uleti v eno, v bistvu, ko pride pa do terminala, pa res ne vem, če bi hodili naprej v tem poglavju, ker tam pa se zgodi eno vesolje, ki si zasluži. Tukaj pa smo pa v VR-ju. Ja, si zasluži novo poglavje, ker je poletje, mislim, da lahko tokrat kar nehamo. Rečemo pečina. Obešalnik. Najlepša hvala, ker nas poslušate čisto do konca epizode, v kateri se je Ford družil s Colinom. Vi pa upam, da se družite s Tom Collinsom na plaži. Ne? Na plaži. Čak, kjer ga pa smo danes? Smo pa že julija, ne? Zdaj pa poletje že v zagonu. Ne? Upam, da sem kam šel. Ne delajo vsi tako, kot mi peli. Ne delajo vsi. Jaz mislim, da bom tudi skočil. Veš, kaj se od ponedeljka do ponedeljka lahko. Ja. Lahko stisnem kakšno. Če zdaj le spakiramo, pa gremo last minute, bo čisto v redu. Tako da se vidimo drug teden. No, prav. Ja, no, če pa vmes bi radi debatirali z nami na Discordu, pa lahko sicer mene novka, mogoče gre na dopust, ampak mogoče pa bom, tako da opravičujemo pošiljnica Discord ali pa na družabnih obrežjih, kjer smo posod. Opravičujemo se. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. To je to. Hvala, čau. Hvala, čau. Jos. Mal dal to, mal kraj. Ta bomo kraj. Se prav.